sem brala med drugim intervju z Niko Kovač, ki je naša naslednja nastopajoča, in so jo vprašali, če bo ona in seveda njeni sledilci oziroma sodelavci v inštitutu 8. marca, če bodo ustanovili stranko, ker bi končno takim ljudem želeli slediti. Nika si rekla, da še ne, da boste poskrbeli, da gremo na volitve, in jaz sem zdaj pripravljena iti na volitve, ampak koga presneto. In mislim, da to ni samo moja dilema. Drugače pa te moram še čist maceno predstaviti. Za vse tiste, ki te še ne, pa mislim, da te vsi. Ti si antropologinja, po mami si aktivistka in greš na proteste, po očetu si navdušena bralka, taka fina kombinacija obojih. Kar mi je bilo pa najbolj všeč, pa je to, da si improvizatorka. Jaz sem tudi vse bolj in to vidim kot nekaj zelo pozitivnega. Včasih zna biti nerodno, ampak večinoma je pa fino, ker raziskuješ nove poti. Kar si tudi še nekje povedala, je bilo to, da so te starši pospremili v življenje s tem, da naj nobenih avtoritet ne jemlješ kot nekaj samo po sebi umevnega, ampak da jih moraš, tukaj je taka beseda, prevpraševati, skratka postavljati vprašaj pred vsako avtoriteto, zakaj je tam, kaj počne, kako lahko vplivaš tudi na njo, s čim in kaj lahko spremeniš na bolje. Izvoli. Ja, živjo. Ful sem vesela tega povabila. Javljam se iz New Yorka, tlele je zdajle ura 6:15 zjutraj, tako da če se mi kaj začne zapletati ali pa govorim nelogičnosti, je to zato, ker še nisem spila jutranje kave. Govorila bom pa predvsem o tem, kako pomembna je pri nekem aktivističnem delu, pri nekem fajtu za boljši svet, v bistvu dvojna perspektiva. Po eni strani perspektiva učenja skozi teorijo, razumevanja sveta okoli sebe, razumevanja nekih vzrokov, zakaj so stvari takšne, kakršne so, pa hkrati tudi v resnici praksa. Torej, da se lahko nekatere stvari naučimo samo neposredno s tem, ko v aktivizmu stvari pač počnemo. Za začetek bom povedala nekaj besed o tem, kako je nastal Inštitut 8. marec, kaj sploh je Inštitut 8. marec in kaj že samo ta nastanek inštituta v bistvu pove o tem, zakaj je pomembno se učiti o fajtu nenehno in zakaj se je treba v neke stvari sploh spustiti. Inštitut 8. marec je zdaj star 6 let, nastal je, ko sem bila jaz stara 22 let in nastal je kot posledica referendumske kampanje za izenačitev pravic istospolnih in raznospolnih partnerstv, predvsem iz neke ugotovitve, da ta skupina, ki je z mano takrat sodelovala pri tem referendumu, nima pojma, kako se dela kampanje, nima pojma, kako se dela z mediji, nima pojma, kako se dela na terenu, in to smo se želeli naučiti. Torej, inštitut sam na sebi je nastal iz neke želje po učenju, nastal je iz neke želje po spoznavanju drugačnih praks in hkrati je imel pa tudi zelo jasno postavko. In postavka inštituta je bila, da smo tudi inštitut, ki vedno deluje v povezavi s teorijo, torej vedno raziskujemo različne oblike neenakosti, vedno beremo knjige, vedno prevprašujemo svoje pozicije in gremo stran od zdravorazumskih resnic. Inštitut je nastal tako, da smo v bistvu se povezali skupina prostovoljcev iz prostovoljk iz kampanje, ki smo bili zelo različno stari. Sčasoma se je zgodilo to, da je bila najstarejša oseba v inštitutu je stara 30 let, najmlajša je stara trenutno 18 let. In če sem na začetku, ko je bil inštitut ustanovljen, za člane programskega odbora iskala že izdelane ljudi, torej imeli smo recimo veliko intervjujev, preden smo se odločili, da nekdo postane član. Preverjali smo, kakšne so njihove pozicije, kakšne knjige berejo, kaj vse že vejo. Smo na eni točki ugotovili, da to preprosto ne deluje.
Ne deluje zaradi tega, ker izdelani ljudje, ki se spoznajo na vprašanja neenakosti, na neke družbene boje ne obstajajo, zaradi tega, ker se vsi ves čas učimo in tudi ne rastejo na drevesih. Jaz vedno pravim, da eden največjih problemov nekih aktivističnih skupin je, da predpostavljajo, da bojo nekje dobile izdelane ljudi, ki bojo vse znali, ki bojo vse vedeli in ki ne bodo delali napak, ampak tega ni. Torej, na eni točki smo se odločili, da bojo kriteriji za sprejetje v naš kolektiv čist drugi. In sicer kriteriji so postali želja po učenju, želja po raziskovanju in pripravljenost za delo. In tak kolektiv, ki je bil takrat izjemno mlad, večina nas je bila stara okoli 20 let, večina mojih današnjih soborcev in sobork sploh stvari ni poznala in ni vedela, je moral iti čez marsikaj. In v inštitutu smo zato že takoj na začetku vzpostavili pravila za vsakega novega člana. In ta pravila so zelo, zelo netipična za večino organizacij. Prvo pravilo, ki ga imamo v inštitutu, je, da takoj, ko nekdo postane član programskega odbora inštituta 8. marec, da je njegova naloga, da sam organizira prvi dogodek. Torej, prvi dogodek, ki ga ima inštitut, organizira novo nastali član. Vržemo ga v vodo, damo mu seznam ljudi, s katerimi lahko pač dela, ki jih lahko pokliče za recimo goste, tiskovne konference ali pa za odpiranje neke teme, ampak sam mora organizirati in spoznati celotno prakso poteka takega dogodka. Ravno zdaj naša najmlajša članica Neža je rekla, da ima problem, ker za večino ljudi na seznamu sploh ne ve, kdo so, da ne pozna profesorjev na fakultetah, da ne ve, kdo so različni ljudje, ampak da se pač s tem spopada in da se še ni naučila na faksu v 2 letih toliko, kakor se je zdaj v 1 mesecu v inštitutu. Drugo pravilo, ki ga imamo, je, da vsakega novega člana takoj damo govoriti na tiskovno konferenco. V inštitutu ne govorim samo jaz sem pač med bolj izpostavljenimi oziroma najbolj izpostavljena, ker pač tako delujejo mediji, ampak mi imamo pravilo, da na vsaki tiskovni konferenci govorijo vsi, ki so delali na nekem projektu. To kdaj izpade, da smo ena velika grška družina, ki pač pride v množici, ampak pomemben je ta moment, da vsak spregovori pred mediji, da vsak spregovori pred kamero in recimo Maja, ki zdaj je ena bolj aktivnih članic in naša članica že 3 leta. Njena prva naloga je bila govoriti na tiskovni konferenci proti ukinitvi dodatka za aktivnost. Pred več kot 15 novinarji je mogla predstaviti materijo problema samega zakona in ona je rekla, da je še nikoli pač v življenju ni bilo toliko strah kot takrat, da pa potem, ko je dala čez to izkušnjo in ni bilo nič več v inštitutu grozno, ker je najhujša stvar dala čez. Torej, mi direktno vržemo v prakso, mi direktno rečemo, pač treba je začeti delati, nobenih pripravni in vedno v bistvu napake delovanja reflektiramo sproti. Mi v inštitutu pravimo, da za neko učenje, za neko spoznavanje s prakso, za neko spoznavanje s teorijo je pomembna refleksija, ampak ta refleksija je takojšnja, mi si vedno povemo takoj, kaj smo naredili narobe in na kakšen način, potem pa gremo šele v resnici, potem pa gremo naprej. Torej, mi nimamo refleksij. Po referendumski kampanji so druge organizacije želele, da naredimo 4-urno refleksijo, kaj je šlo narobe in mi smo rekli, mi se tega ne gremo. Zaradi tega, ker imamo občutek, da je v bistvu zelo tanka meja v nekem delovanju med tem, kdaj se učiš, kdaj greš naprej in kdaj se zaciklaš v neko samo obtoževanje in obtoževanje drugega. In ena od stvari, na katere sem jaz najbolj ponosna v okviru inštituta, niso naše zmage, ni naša vidnost, ni to, da nas ljudje zdaj poznajo, je to, da imam kolektiv 14 ljudi, ki so izjemno mladi, ki delujejo sami za sebe, ki znajo, pri nas v kolektivu zna vsak delati prav vse. Torej, menjavamo si vloge,
kdaj je nekdo PR-ovc, kdaj nekdo dela grafike, kdaj nekdo organizira dogodke, kdaj nekdo pomaga pri pisanju argumentacije za zakone in vedno rotiramo. Torej, pač neposredno se spoznamo z vsemi elementi dela in zakaj je tudi to pomembno, če govorimo o nekem dolgotrajnem spreminjanju sveta, če govorimo o nekem dolgotrajnem fajtu, je, ker na ta način ugotoviš, da je vsako delo vredno. Da ni vredno samo delo, ki je vidno, da ni vredno samo delo, ki mogoče deluje malo bolj prestižno, da ni vredno samo tisto, kar opazijo mediji, ampak da je kdaj isto težko pripraviti prostor, prinesti stole, zamenjati stvari, kakor v resnici iti pred novinarje pa eno stvar povedati. Torej, prva nekako ta moja lekcija o tem dolgotrajnem vseživljenjskem fajtu je to, da moramo biti v stiku s prakso, da moramo nenehno probavati stvari, da moramo najti način, kako se zveže ta praksa in kako se zveže ta teorija in hkrati, da je pomembno, da imamo za sabo kolektiv, da imamo za sabo ekipo in da znotraj te ekipe vsi ljudje v bistvu delajo različne stvari in da vsak dobi priložnost, da se nauči. Tudi eno od vodil, ki jih mi imamo v inštitutu, je to, da tudi če nekdo stvari ne zna ali pa nima pojma, kako se naredi, vse se da naučiti. In zaradi tega pač je treba z ljudmi samo delati in veliko energije vložiti v to, da se stvari pač naučijo in da se gre s stvarmi naprej. Ampak v takem delu pa slej ko prej tudi sam naletiš na svoje lastne slepe pege, slej ko prej tudi sam ugotoviš, da zelo naivno v nekem trenutku verjameš, da vse veš in slej ko prej ugotoviš, da tudi sam začneš delati neke napake. Jaz bom zdaj primerjala dve kampanji, ki sem jih jaz koordinirala, referendumsko kampanjo za izenačitev torej pravic istospolnih in raznospolnih skupnosti in referendumsko kampanjo za ohranitev čiste pitne vode v Sloveniji. Torej, pri referendumski kampanji za izenačitev pravic istospolnih in raznospolnih skupnosti sem jaz v kampanjo vseeno vstopila, kot da vse vem. Jaz sem rekla, to je moja vizija, želim si, da je taka kampanja, potrebujemo prostovoljce, potrebujemo ljudi, moramo iti na ulice, imamo sporočilo in ne želim poslušati nobenih pripomb, ne želim poslušati nobenih komentarjev. In ko je začela teči referendumska kampanja, sem jaz tudi opazila, da sem zelo hitro postala paranoična. Da če mi je kdo rekel, da nekaj ne drži, da nekaj ni prav, da je treba nekaj premisliti na drugačen način, smo ga mi začeli odbijati. Torej, ta neka samozadostnost, v katero se ujameš, pa se mi zdi, da se to zgodi na vseh področjih v življenju, je lahko zelo velik problem. In kar naenkrat smo mi ugotovili, da pač imamo kampanjo, kjer ne vemo, kaj početi s prostovoljci, kjer smo imeli 100 prostovoljcev in vse, kar smo jim znali dati za delati, je bilo izdelovanje značk, da smo imeli kampanjo, kjer je recimo nasprotna stran napadala nas na področju šolstva, nas napadala na področju nekih drugih zakonov in mi se nismo branili, nismo poklicali ljudi, ki vejo več kot mi in jih prosili za neko argumentacijo in predvsem, čeprav sem jaz poznala ljudi iz tujine, ki so delali to vrstne kampanje, sem rekla, da se z njimi ne želim pogovarjati, ker me bojo samo zmedli in če me bodo zmedli, bo to slabša kampanja. In dejansko je potem to bila slaba kampanja in to je kampanja, na katero jaz nisem ponosna. Ko smo pa delali kampanjo za čisto pitno vodo, pa je bilo naše izhodišče celotnega kolektiva popolnoma drugačno. Izhodišče naše je bilo, da ne vemo ničesar. Imeli smo izkušnje, kako se nekatere stvari delajo in te izkušnje so nam bile zelo dragocene, ampak prva stvar, ki sem jo jaz naredila, je bila, da sem začela panično klicati svoje prijatelje po celem svetu in jih začeti spraševati, kaj naj naredimo. Kaj so bile največje napake, ki ste jih vi delali? Kaj je pri vas v kampanjah delovalo? In koliko enih koristnih odgovorov sem jaz dobila v teh telefonskih klicih. Nekdo mi je rekel, pripravi vprašalnik za prostovoljce. Vprašaj prostovoljce, kaj so stvari, ki jih oni znajo in ki bi jih želeli početi. To rekel je, mi smo delali različne kampanje, nikoli nismo vedeli, kaj delati s prostovoljci.
Potem smo naredili vprašalnik in kar naenkrat ugotovili, da so med njimi fotografi, snemalci, prevajalci, znanstveniki, ki lahko pomagajo pri pisanju. Potem drug mi je rekel, pošelj medijem vedno obvestilo za javnost, ko nasprotna stran laže. Priprav zelo jasno analizo njihovih odgovorov. Citiraj tako, kakor da so neki znanstveni članki in pošelj medijem, kaj so laži. Ne se bati konfrontacije. Ne? Potem tretja oseba je rekla, nenehno klič druge ljudi, pa jih sprašuj, kaj bi oni naredili na tvojem mestu. Ohranjaj kontakte z ljudmi iz tujine, ohranjaj kontakte z aktivisti iz tujine in predvsem pač ne biti prepričana v to, kar delaš. In kampanje smo se mi lotili popolnoma drugače. Vsako stvar, ki smo jo v kampanji zapisali, vsak preprost stavek, najbolj osnoven stavek, ki je bil napisan na našem Facebooku ali pa Twitterju, smo imeli zadaj 3 ali pa 4 razdelane vire, ki so dokazovali, da ne lažemo, ki so dokazovali, da imamo prav. Imeli smo vzpostavljeno ekipo profesorjev z fakultet, ki so nam preverjali naše izjave za javnost, ki smo jih nenehno spraševali, če je res, kar govorimo, ki smo jih nenehno prosili za več njihovega mnenja, čeprav je bilo kdaj grozno naporno, pa ta usklajevanja, pa takrat, ko delaš, res težko slišiš, da ti nekaj ne gre ali pa da se motiš, ampak bilo je res uporabno, ker v trenutku, ko nas je nekdo napadel, smo imeli za sabo vojsko bolj pametnih ljudi na tem področju, bolj izkušenih, ki so takoj prišli in ki so takoj pomagali. Kaj smo še naredili? Ne? Vedno smo probali imeti usklajeno eno zelo široko skupino civilne družbe. Ne? Toliko različnih organizacij, ki nas je bilo, smo se rabili ogromno prepogovarjati, kaj je nek naš skupen konsens, glede česa se strinjamo. In ko smo se pregovorili čez te stvari, ko smo dali čez par res mukotrpnih sestankov, je bilo tako, da smo stali za temi sporočili in da je vsaka organizacija lahko na svoj način širila svoje sporočilo. Torej, nikoli ne vzamemo za gotovo, da je naš glas dovolj. Vedno, ko delamo neke stvari, vedno, ko se učimo, imejmo še druge glasove, ki pač potrdijo to, kar mislimo, ali pa to razdelajo, ali pa pokažejo z ene druge perspektive. Ohranili smo pa v sami kampanji tudi to neko splošno pravilo inštituta in to je to, da vsak lahko nekaj doprinese. Ne? Meni se zdi en velik problem, ko govorimo o aktivizmu, ko govorimo o nekem družbenem boju, da pogosto aktiviste ali pa aktivistke vidimo kot neke proste akterje, ki samo vpijajo in so proti nečemu. Pozicija inštituta je vedno drugačna. Ne? Mi vedno pravimo, ljudje so pametni, ljudje točno vedo, kaj se dogaja, če imajo dostop do informacij in ljudje sami naredijo veliko boljše stvari, kot bi jih naredil ti, ki si že en mesec v pogonu, v nenehnem pogonu. In kaj smo delali? Z vsemi prostovoljci smo delali tako, kot da so člani inštituta. Pripravili smo dokumente, torej pripravili smo obrazložitve samega zakona, pripravili smo zelo jasne vsebinske točke samega zakona, pripravili smo zelo jasna izhodišča za nagovor ljudi, pripravili smo jim materijale, plakate, letake, ki so si jih lahko naprintali sami in zelo jasno povedali, mi te kampanje sami ne moramo zmagati. Mi smo utrujeni, mi imamo sicer ljudi, s katerimi se lahko pogovarjamo, ampak nimamo PR agencij, nimamo strokovnjakov zadaj za kampanje, ki nam bojo pomagali, imamo samo en kup povezanih ljudi. In uspe nam lahko samo, če vsak od vas reče, prvič bom naredil del svoje kampanje, prvič bom šel jaz tudi sam med ljudi, razmislil, kaj lahko naredim, razmislil, na kakšen način lahko jaz uporabim svoj glas s temi informacijami, ki jih imam in na kakšen način lahko tudi jaz pomagam spremeniti svet. In kaj se je začelo dogajati? Ljudje so začeli delati veliko boljše stvari, kot smo jih mi sami si kadarkoli predstavljali. V par dni pred glasovanjem smo dobili sporočilo iz zavetišča Zaslone,
iz enega otoka, kjer je ena v bistvu državljanka plačala veliko sadno torto, na kateri je pisalo proti, ki so jo potem pač dali neposredno slonom, naredila je fotografije, nam to poslala. Nekaj, kar mi ne bi mogli narediti, nekaj, kar je nam v enem trenutku ogromno pomenil in nekaj, kar je pokazalo na neko pripravljenost. Druga stvar, ki je bila recimo to, da so se javili taksisti, sindikat taksistov in so se začeli sami organizirati, da bojo brezplačno vozili upokojence na volišča na dan samega referenduma. Hkrati so se javili ljudje, ki so se samo organizirano odprli tabelo, odprli vse informacije in začeli sami prevažati tudi ljudi na volišča. Pojavil se je nekdo, ki je posnel pesem o pomenu vode, ki je posnel prav komad, ki ga je pel pač na eni od rek slovenskih. In te vse stvari so bile stvari, od katerih smo se mi lahko ogromno naučili, od katerih smo mi lahko ogromno pač povlekli in od katerih smo se mi lahko res pač veliko naučili. In mogoče je to tudi ena od poant, ki jo jaz danes želim predstaviti. Če se nenehno učimo, če nenehno moramo prepletati teorijo in prakso, če se moramo sami podajati v stvari, sami v neke prakse, je druga stvar, da potem, ko ljudi opremaš z nekim znanjem, ko jim daš možnost, da delujejo sami, bo pač postopek učenja v tovrstnem delovanju postal zelo recipročen. Pač kar naenkrat se zabriše meja med tem, da ti samo dajaš, ampak kar naenkrat tudi postanejo drugi vključeni v ta proces, drugi razširjajo to, kar pač se v bistvu, kar ti veš in ti kažejo nove perspektive in nove neke zorne kote. In ko se to zgodi, je to ena najlepših in najpomembnejših izkušenj, ki jo lahko dobiš v nekem vseživljenjskem fajtu za boljši svet. In samo ta praksa se mi zdi, da tega referenduma, ne glede na to, a se strinjate s tem, kar smo mi zagovarjali ali ne, je praksa, ki govori o nekem drugačnem tipu učenja, o nekem drugačnem delovanju, je praksa, ki govori o tem, da nikoli nismo prestari, da poskušamo stvari in nikoli nismo prestari ali pa premladi, da spreminjamo svet. Ker ne smemo pozabiti, največ podpisov za sam referendum je bilo zbranih strani ljudi, ki so starejši kot 60 in strani ljudi, ki so mlajši kot 25. Torej govorimo o neposrednem medgeneracijskem sodelovanju. Bravo, Nika. Jaz mislim, da iz tega, kar si povedala, oziroma načina, kako si to povedala, veje toliko svežine, toliko karizmatičnosti, žara tvojega in tvojih sodelavcev, tako neposrednih, tistih iz inštituta, kot tudi prostovoljcev, oziroma vseh vaših partnerjev, ki se skupaj učite, ki skupaj potem delujete in raziskujete neraziskana področja in delate spremembo za vse nas. Kdo ali kaj te je naredilo to, kar si izjemna, to je brez dvoma. Jaz mislim, da ena od stvari, ki sem jaz hvaležna mojim staršem, je res to, da so me vedno učili, da pač ni avtoritet in da moram vedno jaz sama dovolj vedeti, da lahko presojam, kaj nekdo počne, ne glede na to, kaj počne. Pač kaj me pa dela mene, pa jaz pravim, da mene ni brez kolektiva inštituta. Pač jaz lahko sama nekaj vpijam, pišem knjige, delam neke raziskave, ampak samo, če imam za sabo svojo ekipo, samo, če imam punce, ki so v marsičem boljše ali pa sposobnejše od mene, lahko premikamo stvari. Torej, zame je res ta kolektiv tisto, kar je najbolj vredno. Ja, v bistvu team player, pa hkrati zaokrožena posameznica v vseh pogledih. Ogromno čestitk iz raznih koncev Slovenije, od mladih, starejših. Ne vem, imate kakšno starostno mejo v tem inštitutu ali ne? Ne. Okay. Mi tudi v resnici smo zelo kritični do nekih mladinskih organizacij,
zaradi tega, ker pravimo, ki si prizadevajo za drugačen svet, zaradi tega, ker pravimo, da pač boljši svet hočemo vsi, a ne? In ni boljši svet samo stvar mladih. Tako da mi tudi vedno sprašujemo neke ljudi, ki so bili že vpleteni v neko delovanje za nasvete, vedno z njimi želimo delati, vedno z njimi jih poslušamo, tudi če se z njimi ne strinjamo, pa kaj naredimo po svoje, ampak jaz mislim, da se nikogar ne sme a priori pač izključevati iz tovrstnega načina delovanja. Super, super. Lej, tukaj nas je kar veliko, tam trenutno tam okrog 130, vsi navdušeni in mislim, da lahko obljubim v imenu vseh, da se bomo še povezali s tabo oziroma s tvojim kolektivom in da lahko naredimo še kaj dobrega tudi v prihodnje. Ti pa med tem pridno študiraj, se še bolj za liderja s pomočjo te Obamove fundacije razvij in razmisli še malo tisto o ustanovitvi stranke in tako naprej. Zato, ker kot piše tudi v klepetalnici, to je tisti svet, to so ljudje, kakršne potrebujemo za eno svetlo, lepo prihodnost, ki si jo vsi želimo in h kateri pač moramo in verjetno tudi želimo vsi prispevati. Ja. Tako, a ne? Ja, prisrčna hvala za to javljanje iz daljne Amerike, vse dobro na tvoji nadaljni poti tam in tukaj se kar pogosto vračaš tudi v Slovenijo, najverjetneje, sicer pa ni meja, ne, s tem virtualnim svetom, kot smo tudi danes dokazali. Tanzanija, Amerika, Bruselj, evo, in Slovenija, seveda, tvoj dom, naš dom.